sem imel 9 let, da mi je umrl oče, tako sva ostala sama z mamo. Samo leto dni kasneje pa je mama zbolela za raka na debelem črevesu. Komplikacije so bile tako hude, da so v nekem trenutku zdravniki ocenili, da ni druge poti, kot da dočaka smo žalosten konec v tedanji bolnici v Vipavi, ki je bila bolnica za ljudi, ki umirajo. Od mame sva se bila poslovila in tako sem lahko bil kasneje hvaležen samo čudežu, da so jo sjajni zdravniki znova oživeli in jo vrnili v življenje. V tistem času sem bil prepuščen ljubeznivosti mojega strica in tete, ki sta zame skrbeli leto in pol. Mama pa je kasneje, ko je ozdravela z enim rakom, zbolela za drugim. Vendar pa sem potem skozi leta, ko je zbolela še za tretjim, opažal neko pomembno spremembo v odnosu širše okolice in ljudi, ki so bili preživeli, preboleli enake hude človeške izkušnje in njihovi sorodniki. Zlasti za organizacijo v različna združenja, ki so pomagala tako bolnikom kot njegovim njenim sorodnikom pri premagovanju stresa, skrbi, težav pri soočanju z ozdravljivimi in neozdravljivimi oblikami raka. Rad bi se zahvalil na tem mestu vsem, ki tako ali drugače skrbijo za to, da je danes tem bolnikom in njihovim sorodnikom, prijateljem, znancem lažje. Ta sprememba je velika, je opazna, je dobrodošla in nam vzbuja upanje, da se bomo z to zahrbtno boleznijo znali še bolje organizirati, pripraviti, ozdraviti, predvsem pa, koliko je to nujno, z njo tudi živeti. Rad bi se zahvalil v prvi vrsti zdravnikom. Znam je tukaj samo eden od profesorjev, čudovitih, navdihujočih ljudi, ki se ne posvečajo samo ozki strokovni oskrbi pacienta, ampak razumejo tudi njihove čustvene in druge stiske in jim pomagajo, da se lažje soočajo z boleznimi. Rad bi se zahvalil medicinskemu osebju sploh, ki najde prijazno in toplo besedo. In seveda, in to je priložnost, da to posebej počrtam, zahvalil bi se številnim nevladnim organizacijam, ki združujejo znanje, izkušnje, zlasti pa seveda človeškost, prijaznost, da pomagajo na en tak človeški način preživeti te hude ure za družine, ki jih prizadene bolezen raka. Rad bi se vam zahvalil za to, kar počnete. To je zelo plemenito, zelo koristno, zelo, kako bi rekel, nenadomestljivo udejstvovanje, ki si zasluži neko širšo pozornost in upam, da tudi to vaše srečanje danes, ta film, uročitev nagrad junakom ne bo ostalo neopaženo v širši javnosti. In nazadnje tudi kot en navdih, da se tako soočamo tudi z drugimi težavami našega sodobnega sveta, bolezenskimi in drugimi. Te povezane z našim zdravjem so vedno še toliko bolj občutljive. Velika večina nas pravzaprav o tem ne nič, prepuščeni smo strokovnjakom, njim zaupamo v celoti, prepuščeni pa smo tudi dobrim ljudem, ki skrbijo, da morda potem v času okrevanja lažje prebolimo skrbi in strahove, s katerimi se soočamo.